En lep pozdrav vsem skupaj. Najprej bi se rada zahvalila za to lepo najavo. Dobila sem priložnost, da z vami delim nasvete, kako negujemo kožo v teh prihajajočih hladnih zimskih dneh in to z uporabo zelo kakovostne kozmetike, ki jo je za vas pripravil Forever. Svetujem, da kar začnemo. Napisanih je nekaj dejstev o koži, ki nam dajo vedeti, da kože ne smemo jemati samoumevno. Poleg tega, da zaradi nje izgledamo lepše in ima ogromno vsakodnevnih nalog in zato si zasluži, da ji ponudimo najboljšo nego. Zato se bom danes posvetila negi kože v teh hladnih dneh, ki prihajajo. Zima je pred vrati in priznajmo si, da ne vpliva ravno blagodejno na našo kožo. V hladnem zimskem času je naša koža podvržena mnogim ekstremnim spremembam. Nizke temperature, veter in suh zrak zaradi centralnega ogrevanja lahko hitro povzročijo zelo suho in razdraženo kožo, ki postaja razpokana, luskava, srbeča, pekoča ter daje občutek trajnega neugodja. Kot taka pa je tudi močneje podvržena vnetju in raznim infekcijam, saj izgublja sposobnost samoobrambe in zaščite. Negi kože moramo v zimskem času zato posvetiti posebno pozornost, da ohranimo njeno prožnost in vitalnost. Torej je čas, da posežemo po bolj bogatih izdelkih, ki bodo našo kožo ščitili pred mrazom in s tem tudi pred izgubo vode. Zakaj je potrebno vsakodnevno čiščenje obraza? Torej dnevne obveznosti, dejavnosti, zunanji in notranji vplivi, stres, prah, znojenje, ličila in nešteto drugih dejavnikov našo kožo čez dan obremenijo. Nalagajo se na našem obrazu in nas tam čakajo vse do trenutka, ko jih bomo odstranili in koži pomagali zadihati. Čista koža je temelj vsake kakovostne nege, saj s tem omogočamo, da je koža dobro pripravljena na nadaljnje korake nege. Zelo pomembno je, da smo do kože nežni in preparate spiramo z mlačno vodo. Nikakor ne smemo uporabljati vroče vode, ker vroča voda kožo dodatno obremeni, izsuši in poruši njen pH. Pri izbiri čistilnega sredstva pa moramo paziti, da ne poruši kožne bariere in pH-ja kože. Izogibamo se agresivnim čistilnim sredstvom, kljub vsemu pa je potrebno izbrati izdelek, ki bo dovolj učinkovit in bo kožo dobro očistil. Za vse to so pri Foreverju poskrbeli z Infinite Hydrating Cleanserjem. Torej, Hydrating Cleanser je najboljše vlažilno sredstvo za čiščenje kože in je prvi korak do zdrave kože. Vsebuje veliko učinkovitih naravno pridobljenih sestavin, kot so izvleček jabolka, jabolčne aminokisline in kokosove maščobne kisline, ki povečajo navlaženost kože ter omogočajo nežno čiščenje vseh nečistoč in maščob, brez da bi jo pri tem izsušile. Hydrating Cleanser nanesemo na vlažne prste in nato s krožnimi gibi nežno utremo v obraz, ki ga nato dobro izperemo z mlačno vodo in nežno popivnamo odvečno vodo iz obraza. Po končanem čiščenju je čas za peeling, ukolikor ga potrebujete ali pa nadaljujete nego z izbranim tonerjem. Sama bi se želela ustaviti pri peelingu in zakaj točno ga potrebujemo. Vemo, da starejše kožne celice počasi zamenjujejo nove celice, ampak ali ste vedeli, da se koža obnavlja na 28 dni? Ja, prav ste slišali, na 28 dni. In ravno ta proces je najbolj opazen poleti, ko počasi izgubljamo tisto lepo rjavo barvo. Peeling je zelo učinkovit pri suhi povrhnjici. Pogosto se s tem spopadamo ravno po zimi zaradi vetra in konstantne menjave toplega okolja in mrzlega okolja zunaj. S peelingom tako odstranimo mrtve celice s površine kože in omogočamo novim zdravim celicam, da se pomaknejo proti površini. Vemo, da se nenehno iz kože luščijo odmrle celice in zgodi se, da se te celice prilepijo na površino kože. A zakaj ne bi želeli odmrlih celic na obrazu? Enostavno zato, ker lomijo svetlobo na vse strani in je koža videti pusta. Med drugim pa pri nanašanju drugih izdelkov delujejo kot nekakšna ovira. Za vse to nam je najbolj v pomoč Smoothing Exfoliator Peeling. Peeling, ki zelo nežno poskrbi, da sta polt in tekstura gladki. Koža je po uporabi tega peelinga čista, mehka in pripravljena na nadaljnjo nego. Ključne sestavine Smoothing Exfoliatorja so ravno jojobina zrna, ki nežno odstranijo odmrle celice, izvleček limone, ki je zasnovan, da pomaga koži, da se sama znebi odmrlih celic, encimske lastnosti bromelaina uničijo keratin iz mrtvih celic,
medtem ko papain pomaga pri pomlajevanju kože in vsebuje vitamine A, C in E. Manjšo količino nanesemo na vlažne prste in nežno s krožnimi gibi vmasiramo v obraz. Priporočena uporaba je nekje 2-krat tedensko oziroma po potrebi. Po končanem peelingu oziroma neki s hydrating cleanserjem je čas za osvežitev obraza s tonerjem. Torej, balancing toner. Ta kožo osveži, navlaži in uravnoteži njen pH, obenem pa zmanjša videz por. Vsebuje edinstveno mešanico aloje, izvlečka morske trave in natrijev hialuronat, ki kožo navlažijo in zmehčajo. Vsebuje pa tudi izvleček kumare, ki izboljša teksturo in ten, medtem ko izvleček belega čaja ščiti kožo pred prostimi radikali. Torej, zadostno količino balancing tonerja nanesite na bombažno blazinico in nežno obrišite v obraz in predel vratu. Po končanem toniranju je čas, da kožo nahranimo s serumom. Na kratko bi želela pojasniti, kaj je serum in kakšne so v bistvu njegove lastnosti. Serum je izdelek za nego kože, ki vsebuje visoko koncentracijo aktivnih učinkovin, kot so antioksidanti, kisline in vitamini. Serum ima dolgoročno odličen učinek na kožo, saj poveča količino kolagena v njej in poskrbi za zadostno raven navlaženosti. Kar se tiče teksture, so lahkotnejši od krem, saj jih sestavljajo manjše molekule, zaradi tega pa v globje plasti kože vnesejo dodatna hranila. Serumi so ustvarjeni z namenom negovanja specifičnih težav, ki ležijo pod epidermisom, kot so pigmentacija, temni madeži in globoke gube. Želela bi vam predstaviti 2 izjemna seruma in najprej se bom kar ustavila pri Infinite Firming serumu. To je odličen učvrstitveni serum, ki deluje proti staranju kože s klinično dokazano učinkovitim 3-aminokislinskim peptidom. Kaj pa je 3-aminokislinski peptid? Ja, ta posnema naravni proces v koži in poveča njeno čvrstost in s tem zmanjša videz drobnih gub. Vsebuje tudi hidroliziran natrijev hialuronat, ki je derivat hialuronske kisline in se odlično absorbira v kožo in s tem nekako podpira vlago v koži. Vsebuje pa tudi ekstrakt kvasa. Ta pomaga podpirati sintezo kolagena in naravno obrambo kože, da zmanjša videz neenakomernega tena kože. Poleg opisanih sestavin jih je še veliko, ki odlično sodelujejo in s tem naredijo firming serum še bolj edinstven. Zadostuje le majhna količina seruma, ki jo nežno s krožnimi gibi vmasiramo v obraz in vrat. Za najboljši učinek se serum uporablja zjutraj in zvečer po končanem čiščenju. Potem pa je Forever poskrbel še za en odličen serum, to je nov serum, imenuje se Hydrating serum. Je pa super hidratantna formula, ki se hitro vpije v zgornje plasti kože in tako dostavi vse tiste prednosti hialuronske kisline in stabiliziranega gela aloe vere. Ta serum izjemno hitro izboljša videz kože in med drugim jo tudi ščiti. Vsebuje kar 4 vrste hialuronske kisline. Stabiliziran gel aloe vere, ki kožo regenerira in pomirja. Kokosove maščobne kisline, ki kožo ščitijo pred nevarnimi prostimi radikali, ki povzročajo poškodbe kože in njeno staranje. Karitejevo maslo ustvari zaščitno pregrado, ki v podkožju zadržuje vlago. Snežna goba oziroma snow mushroom ima vlažilne lastnosti in jo zaradi sposobnosti povečanja vlage v koži pogosto primerjajo kar samo hialuronsko kislino. Vsebuje tudi tamarind oziroma formulo proti staranju. Je bogat antioksidant, ki pomaga v borbi proti prostim radikalom, vsebuje hialuronsko kislino, ki vpliva na zadrževanje vlage v koži in s tem zmanjšuje pojav drobnih gub, torej na kratko in jedrnato povečuje elastičnost kože. Beli čaj intenzivno deluje proti staranju in vsebuje visok delež antioksidantov. Poleg tega tudi ščiti strukturne beljakovine kože, še zlasti elastin in kolagen. In pa skriva se tudi izvleček skorje mimoze, ta pa odlično pospešuje mikrocirkulacijo in obnovo kože.
Kot sem omenila, za najboljši učinek se serum uporablja zjutraj in zvečer po končanem čiščenju. Ko se je serum dodobra vpil v kožo, je čas, da izberete vašo najljubšo Forever kremo. Ena izmed njih je Infinite Restoring Cream. Krema za obnovo kože vsebuje 15 različnih sestavin, ki hranijo kožo. Kljub množici snovi za vlaženje pa kože ne obremenjuje, saj se hitro vpije in kožo pusti mehko in nahranjeno. Pri pripravi Restoring Cream so uporabili najsodobnejše postopke, v okviru katerih so aloji dodali asaj in granatno jabolko, ki sta močna antioksidanta, dopolnili pa so jo še z eteričnimi olji proti staranju. Želela bi poudariti nekaj njenih sestavin. Torej, granatno jabolko deluje antioksidativno in spodbuja regeneracijo celic. Asaj pomaga pri samoobnovi, ščiti pred prostimi radikali, zadržuje vlago in kožo vidno napne. Čebelji vosek mehča kožo. Medtem ko mešanica eteričnih olj koži povrne elastičnost in pomaga pri njeni regeneraciji. Vitamin B3 poveča pregradno funkcijo kože in ohranja njeno hidracijo. Medtem ko je ekstrakt rdeče pese izjemno bogat z antioksidanti. Po uporabi seruma kremo nežno umasiramo v obraz in vrat in za najboljši učinek se jo uporablja zjutraj in zvečer. Prihaja tudi opis Deep Moisturizing Cream. Je globoko vlažilna krema, ki nahrani še tako zahtevno suho kožo, jo obnovi, pomaga ohraniti mladosten videz. Je popolna kot nočna krema za vse tipe kože in kot dnevna krema le za normalno in suho kožo. Vsebuje sredico aloe vere, ki nudi izjemno hidracijo, medtem ko ceramidi varujejo pred izgubo vlage in dopolnjujejo izjemne učinke aloe vere in skupaj skrbita za navlaženost, izboljšano teksturo in prožnost kože. Vsebuje pa tudi izvleček borovega lubja, ki vsebuje antioksidante, kateri se borijo proti prostim radikalom in s tem koži pomagajo ohranjati kolagen. Palmitol tripeptid 5 podpira sintezo in zavira razgradnjo kolagena. Torej, svetujemo uporabo zvečer po nanosu seruma in kot sem že omenila, kot nočna krema je primerna za vse tipe kože, a kot dnevna krema pa le za normalno in suho kožo. Po negi z odlično Foreverjevo kremo je čas, da kožo razvajamo z eno in edino aloe biocelulozno masko. Ta maska zagotavlja močno hidracijo s pomočjo napredne tehnologije in naravnih sestavin. Celulozna vlakna so kar 1000-krat tanjša od las in s tem pripomorejo, da se maska popolnoma prilagodi obrazu in poskrbijo, da koristne sestavine prodrejo v globoke plasti kože. Poleg celuloznih vlaken vsebuje tudi najboljše naravne sestavine, kot so gel aloe vere, ki pomirja razdraženo kožo, zmanjšuje srbečico in deluje protivnetno, regenerira kožo in obnavlja poškodovano tkivo. Izvleček morske trave izdatno neguje in intenzivno vlaži, nahrani in revitalizira. Serum sestavljen iz zelenega čaja in divjega kostanja pomlajuje kožo in pomaga proti prostim radikalom. Torej, zeleni čaj vsebuje kofein, ki kožo prebudi, in antioksidante, ki ščitijo pred prostimi radikali. Deluje tudi protivnetno in pomaga proti rdečici obraza. Divji kostanj je pomemben pri zaviranju razgradne hialuronske kisline in s tem pripomore, da se ohrani tista zdrava raven vlage. Izboljša prekrvavitev obraza in izenači tonus kože. Askorbinska kislina oziroma nam bolj poznana kot vitamin C je močan antioksidant, ki pomaga pri pospeševanju sinteze kolagena in s tem posvetlitvi kože. Torej, privoščite si en dan v tednu, ko se boste vi in vaša koža razvajali v tej dobesedno kraljevski negi. Kolagen. Čas je, da povem nekaj besed o kolagenu. Kaj je kolagen? Torej, staranjem se proizvodnja kolagena zmanjša. Koža izgubi elastičnost in čvrstost,
kar se izrazi ne le z gubami, ampak tudi z zmanjšanjem tonusa. Pomanjkanje kolagena v telesu vodi k sesedanju kosti, starostni dalekovidnosti, težavam z ožiljem. Pa ne le staranje, na izgubo kolagena vplivajo tudi izpostavljenost soncu, nezdrava prehrana, poškodbe kože, kajenje, alkohol in drugi strupi. Zanimivost kolagena je, da v fazi sinteze, torej v fazi nastajanja kolagena, se najprej med seboj povežejo najosnovnejši delci, ki jih imenujemo aminokisline. Ti delci skupaj tvorijo peptide, ki se potem v zadnjem tretjem koraku združujejo v končno beljakovino imenovano kolagen. Kaj pa je kolagen? Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu, protein, ki daje oporo in obliko. Je pomemben gradnik ne le kože, ampak tudi sklepnega hrustanca, kosti, roženice ter očesnih leč in drugih tkiv. Vpliva na čvrstost in elastičnost kože, prožnost oči, mišic, vezi in žil. Telo ga gradi s pomočjo vitamina C. Vsak zdrav človek ga ima zadosti, vseeno pa tvorbo pospešiš, če ob uživanju prehranskega dodatka uživaš tudi vitamin C. Elastičnost mu pa daje njegova oblika podobna vijačnici, to pa vidimo recimo na levi strani. Tukaj je primerna raven kolagena, medtem ko je na desni strani že krepko pomanjkanje kolagena. Pri Foreverju so ustvarili edinstven firming kompleks. To je učvrstveni kompleks, ki vsebuje patentirano mešanico koncentrata francoske vrste melone, fitoceramidov in morskega kolagena, ki pomaga navlažiti kožo, ublažiti videz golobine obraznih gub ter povečuje volumen in prožnost kože. Torej, mešanica koncentrata francoske melone je obogatena z vitamini in antioksidanti, ki se borijo proti prostim radikalom. Fitoceramidi so tisti, ki nadomeščajo upad naravnih ceramidov v globih plasteh kože in regenerirajo kožo. Morski kolagen, ko govorimo torej o lepotnih vplivih na kožo, je ta tip kolagena najpomembnejši in najboljši. Torej, firming kompleks je notranji obnovitveni kompleks, ki pomaga pri boju proti staranju kože. Torej, vaša naloga je, da zvečer poskrbite, da bo koža na spanec odšla dobro očiščena, zjutraj pa nikakor ne pozabite iz nje nežno odstraniti umazanije, ki so se nabrale med nočjo. Iz moje strani bi bilo za danes to vse. Upam, da so bili nasveti koristni in da jih boste lahko uporabili tudi v praksi. Jaz sem z vami neizmerno uživala, upam, da ste tudi vi. Želim vam pa lep preostanek večera še naprej in se slišimo prihodnjič. Adijo!